Ljudje in ljudje, ne poslušate 83. epizodo oziroma 27. special iz karantene podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod, opoldne Batman, opolnoči Darkseid, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Jo. In moja malenkost Aljoša Haramov, tokrat znova brez gosta, a nič manj gostobesedno. Tole bo zdaj le Igor Kat in bo trajala ta epizoda 4 ure in pol. 83. epizoda je torej 27. special iz karantene, namenjen je našemu duševnemu zdravju, z njim pa želimo olajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci zdravi, ljubljeni, na varnem, in vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se dnevno izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. V današnji epizodi, kot sem že namignil, bomo govorili o tako imenovani Snyderjevi različici Lige pravičnih, mi smo to poimenovali Snyderjeva šnita. To je skratka novi predelavi filma po viziji nesojenega prvotnega režiserja ali pa režiserja, ki ni dokončal svoje naloge, prvič Zacka Snyderja, ki jo je mogoče pretočiti tudi na slovenskem HBO Go od četrtka 18. marca. Pozor, danes morate poslušati še posebej pozorno, saj bomo enkrat vmes med pogovorom, ko se bom tega pač domislil, zastavili tudi nagradno vprašanje. Kakšno je in kaj bo nagrada, to boste izvedeli, če boste le pozorno poslušali. To bo torej taka nagradna igra za vse naše zveste poslušalce, tiste, ki poslušate celo epizodo, ki ne preskakujete samo na tiste trenutke, ko govori Mito. Pomaga pa, če vam malo namignem, če ste oboževalci peščenega planeta. Če filma še niste gledali, skratka, pa ga nameravate, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi film prej pogledali brez kvarnikov, storite to in se čez 4 dni ali 5 dni, ko boste pogledali film, vrnite k poslušanju naše epizode, mi vas bomo počakali. Če pa ste film že pogledali v zadnjih 5 dnevih ali pa ga niti ne nameravate gledati, ker se vam zdi, da je bil že prvi dovolj, bi se pa kakšno uro kratkočasili, pa se nam le pridružite. Maestro, zaigraj eno dobro. Kaj dobro? Eno super. Ok, to je bilo to, Snyderjeva šnita, vele dogodek, filmski dogodek, ker pač nekih drugih dogodkov v resnici niti kaj dost nimamo. To je bila ena taka primera, ki smo jo dolg se napovedovala, dolg so jo izsiljevali celo in zdaj smo končno doživeli, skratka, Snyderjevo verzijo filma. Jaz bi na tej točki mogoče 3 besede samo o Zacku Snyderju, ki je glavni junak te naše epizode in tega filma v resnici. Režiserski debi je naredil z remakeom Dawn of the Dead iz 2004. Od takrat pa je najbolj znan ravno po stripovskih oziroma superjunaških filmih, kot so 300 pa Watchmeni. Režiral je tudi, seveda Watchmen je film, ne serija, režiral je Man of Steel, to je prvi DCEU, se pravi DC Comics Extended Universe film, posnel je tudi nadaljevanje Batmana proti Supermanu, je soscenarist tudi 300, pa Sucker Punch, pa nadaljevanja 300, Rise of an Empire, pa Army of the Dead, ki ga zdaj čakamo, ki tudi pride, mislim, da v kratkem, tokrat na Netflix. Je pa tudi glavni producent filmov Suicide Squad, Aquaman, The Suicide Squad in soavtor zgodbe za prvo in drugo Wonder Woman in za Justice League, o katerem bomo tudi danes govorili. Zdaj pa mogoče na tej točki bi jaz, Igor,
tebe, ki po mojem najbolj veš, mogoče vseeno pojasnil, zakaj prvič nismo dobili. Zakaj je skratka pri prvem filmu iz leta 2017, ne, je bila Justice League, zakaj se je menjal režiser, kaj je torej ta zgodba v ozadju celega telega zapleta? No? Zdaj tu je problem bil z uspehom oziroma premalim uspehom prvih dveh Snyderjevih filmov, ki nista niti približno dosegala teh standardov, ki jih je Marvel postavil, finančnih. Zdaj, če pogledamo nekje 2008, če malo skočimo nazaj, 2008 je prišel ven Iron Man in je prišel ven Dark Knight. In ta dva filma sta dost postavila stripovske filme. Ampak Marvel oziroma kasneje Disney je začel potem šopati filme, najprej 1, 2 na leto, 3 na leto, ne? Medtem ko pri DC-ju so pa rekli, dajmo Nolanu čas, naj še naredi vmes Inception in potem smo dobili Avengers isto leto kot naslednjega Batmana dejansko, ne? Toliko je Marvel uspel vmes narediti in potem je njih vedno bolj grabila panika, ampak so vseeno še zaupali Nolanu, so rekli, ok, dajmo avtorski pristop Zacka Snyderja, da on ven Man of Steel, relativno uspešen film, ampak je ful razdvojil fane zaradi mnogih stvari. Temu je potem še ful dolgo rabo, da je naredil Batman Superman, kjer pa je potem on zastavil en ark, ki bi se naj razvil in sicer bi naj vključeval še sprva 3 Justice League filme, 2 ali 3 Batmane, Flash pa Cyborg filme. Ne? Zdaj pa to bi pa potem morali drugi avtori delati, ki pa se z DC-jem in tudi morda z Zackovo vizijo ali pa z razliko med DC-jevo oziroma Warnerjevo vizijo pa Zackovo niso nekako najdli tu not. Ne? In sploh Flash film je menjaval konstantno režiserje in po enih planih bi že Flash film moral biti tu enkrat, ko tale Justice League film zunaj, ampak ga še vedno nimamo. Ne? Aquaman je tudi prišel malo kasneje, ker pa spet so oni potem poiskali Jamesa Wana, ki je rekel, jaz imam najprej te horror filme za narediti, pa so rekli, se jih za nas delaš, seveda, da jih dokončati. Ezra Miller, Flash je imel za delati one magične živali, se jih za nas delaš, da jih pa dokončaj. In potem ti stripovski filmi nekako niso bili nikoli nared, hkrati pa je Snyder ima eno to malo megalomansko vizijo, ki je ne zna čisto dobro skrčiti. In zdaj pri Batman Superman vsi ful problemov, ki jih je imel ta film, je potem razrešil Ultimate Cut, ki je pa 3 ure dolg, zdaj pa 3 ure dolgih filmov ne moreš imeti v kinu. Ne? Isti problem bi bil pol Justice League, če bi ga Snyder uspel dokončati, ker glih tak, kot smo videli, zdaj je film dolg 4 ure, pa ima zgodbo, ki je koherentna, kakor hitro bi tu začel resno rezati, da bi prišel na 2 uri pa pol, pa konkretno zgubiš. Zdaj pa je bil še dodaten problem, že med snemanjem tega filma je on začel rezati stvari proč. Zato, ker bi to naj bilo še bolj grandiozno in naj bi še naprej snemali za naslednji film, v katerem bi oni šli v vesolje, napast Darkseida in cela štorija. In oni so tu že zmanjševali in hkrati med snemanjem mu najeli Whedona zraven in Afflecka dali kot ker je tudi producent in naj bi Batman filme režiral, da bi naj tudi on pomagal pri scenariju in naj bi Snyderjevo vizijo nekako kompresirali in naredili bolj zabavno. Snyder je do neke mere tu uspel handlati stvari, potem pa je njegova hčerka naredila samomor in ni zmogel. In on in njegova žena sta se poslovila od projekta. Sploh, ker je Whedon vedno več scenarija spremenjal, s katerim se niso strinjali. In potem so Whedona najeli, da dokončal film. Whedon pa
več kot očitno ni maral Snyderjeve vizije, ni samo hotel malo popraviti, ampak je šel ene stvari ful spremeniti. Je potem dokončal film, zamenjal je musko, ki je Hollenborg že delal, zamenjal je vizualno podobo, zelo močno barve, štorijo je spremenil konkretno, niti se hkrati ni uspel zmeniti z Warner za Cavilla, da bi si lahko brke obril, kar se mi še danes zdi ridiculous, da smo to mogli gledati. Poleg tega je imel resne probleme z igralci na setu, ne? Kar je letos prišlo potem na dan oziroma že lani in je očitno bil konkreten problem. Tako da potem smo dobili tisti film, ki je bil daleč od tega, kar je kdorkoli hotel narediti. Ker če bi pa Whedonu dali že od začetka, da bi takoj po Batman Superman filmu odpustili Snyderja, rekli Whedonu nadaljujo tukaj, jaz sem prepričan, da Whedon bi znal nekaj boljšega narediti kot to. Ne? In zelo malo režiserjev je, ki zna nekako skup spacati. Zelo malo primerov filmov je, kjer je prišlo do neke odločitve ali pa odsotnosti režiserja, pa so jih uspeli v redu dokončati. Ne? Rogue One je recimo eden od redkih primerov, kjer se je to zgodilo. Režiserja na koncu ni bilo zraven za rešute, pa za postprodukcijo sploh. No, skratka, na kratko je to. Ja. Polje pobeglo ven, pa seveda ta novica, vse se je vedlo že, ampak skratka, bili so neki celi računalniki materijala, ki so ostali pa zadaj iz tega filma izrezani ven, ki so. In potem zgodba postane mal toksična. Ne? Jaz sem zdaj dosti tudi bral o tem, prej nisem toliko tega spremljal, ampak tu je seveda zdaj tudi velik problem tega, da veselimo se Snyderjeve verzije, ampak po drugi strani se je treba jasno zavedati, da so jo izsilili oboževalci in ne izsilili s nekim lepim pritiskom. Je bil hashtag release the Snyder Cut, ampak so bili tudi verbalni napadi, zmerjanja, grožne, grozljivi telefonski klici na studio in podobno. Skratka, tukaj se je res dogajalo marsikaj zelo, zelo grdega in nazadnje se je pač HBO, jaz domnevam, da tudi pač v povezavi z HBO-jem, ker ima HBO Max, se je nekako odločil, da tale film pošle na HBO Max, kot tudi nek način, jaz si mislim, pač nabiranja novih, kako bi temu rekel, novih subscribers. Naročnikov. Naročnikov, ker sem zdaj nekje tudi mimogrede prebral, pa neke natančne številke niso znane, ampak da naj bi kar nekaj ljudi si pred tem filmom zdaj le pač naročilo HBO Max, zdaj pustimo to, ali bo je to za en mesec sam imel, ali bo pol HBO pripričal z drugimi vsebinami, ne nazadnje so zdaj Gospodara prstanov, vsaj meni na HBO Go skozi mečajo nekaj naprej, tako da mogoče ti ljudje še niso slišali, kaj je pa res epski film. In pač pol je prišlo skratka do te verzije. Zdaj mogoče še preden se lotimo filma, bi jaz tukaj eno vprašanje, ki mene zelo, zelo muči, ne. Je namreč točno ta zgodba mi je zelo zanimiva, ti si že Igor prej omenil, ne, se pravi, imaš tudi Batman in Superman, 3-urno verzijo, se pravi, režiserjevo verzijo. Vse režiserjeve verzije so nekaj, kar poznamo iz preteklosti, ne. To absolutno ni nobena novost, ne. Ampak navadno pač, tako kot sem zdaj dosti bral po kritiki, je to ena izmed stvari, ki jih ti dobiš kot nek bonus z DVD-jem, recimo kupiš direktorovo verzijo, režiserjevo verzijo kupiš na DVD-ju in to je bolj ali manj to. Tukaj pa zdaj imamo dobesedno novo premiero filma. Zdaj pustimo to, da je sta radikalno res drugačna, ne? In da tukaj pač res tudi težko govorimo, a je noter prizor Samorogi ali ni tistega sanskega prizora Samorogi, ki sicer spremeni marsikaj v Blade Runnerju, ampak dobro, ne spremeni pa zdaj celote, recimo, ne? Tukaj marsikaj, ampak a je to film, ki bi se ga dalo gledati v kino? A je to film, ki je sploh bil mišljen za kina? Skoraj 4 ure traja. Razdeljen je na 4 poglavje. Najprej se je dolgo govorilo, tudi o tem, da bo to miniserija.
Skratka, niti ni bil nek totalna zmeda, je bila, a bo film, a bo miniserija, karkoli bo. A to napoveduje neko novo dobo, v katerem bojo pač pretočniki res prevzeli glavno vlogo in se bo zdaj ta nek hype premier, recimo iz premier v kino, res preselil na pretočnike, ker do zdaj, vsaj jaz sem imel tako občutek, vsaj mi tudi dajemo recimo trailere gor, pa rečemo premiera na pretočniku je od 5. decembra, whatever, ne? Ampak se mi zdi, da nikoli ni bilo takega pompa okrog nobenega filma še, kot do zdaj pri Snyderju, in da so res, da je tudi HBO nekako mogoče neko novo formulo tle odkril, kako v bistvu promovirati, ko film pride na pretočnik. Kakšen je vajen feeling glede tega, no? Zdaj, če bi se za trenutek vrnil k toksičnih fanih, v bistvu je bila zelo velika presečna množica, ker se je dosti hkrati odvijalo z folkom, ki je bil proti Last Jedi. In odziv na pač Skywalkerja, ki je popravil v narekovajih Last Jedi, je tudi bil nekaj, kar je HBO oziroma Warner upošteval pri tem, ko je delal to. Snyder pa jih je prepričal ravno s tem, da je primerjal, koliko je bilo odziva na družbenih medijih za release The Snyder Cut v primerjavi s tem, koliko je nekega baza na social media za Netflixove premiere, Stranger Things novo sezono ali pa kak film, ali pa tudi Disney Plus, WandaVision ali pa Mandalorian. In to je bilo tisto, kar jih je prepričalo, da se splača toliko denarja vložiti not. Mislim, da so okrog 70 milijonov dejansko vložili. V že posnet film. Tako, v že posnet film. Ampak po drugi strani pa, če gledaš kakršnokoli promocijo, bi se šli tako veliko, kot naprimer dati brezplačno naročnino za 1 leto, je to tu neki, ni tak neverjeten strošek za to, koliko ljudi lahko pritegneš, sploh glede na te neke metrike, ki jih social media da. Zdaj pa, kar se tiče pa premier, sem pa ravno danes bral in čljanek in ga spodaj tudi linkam, in sicer na Cracktu je še en tak fajn citat bil not, samo da najdem. To, da zdaj kaže, da se bo dost kinotov ne bo preživelo te pandemije in tega počasnega prihajanja nazaj, ločenih, zmanjšanih števila sedežev in tak dalje. Dost kinov bo propadlo. In to bo spremenilo način na to, kako gledamo filme. Zato, ker zdaj trenutno smo bili navajeni gledati filme v kinu in 1,5 do 2,5 recimo, je čas, koliko ti lahko sediš pri miru, drugače že moraš imeti nek intermission. Zdaj pa, če kino ti ne bojo več primarn plac, kjer gledamo stvari, ampak bo to TV, pol celega formata filma ne rabimo, ti lahko kadarkoli daš pauzo, greš na WC, greš si pač kokice narediti, whatever. In je to nekaj, kar se bo gledalec sam odločil, isto je z binžanjem serije. Ti zdaj Stranger Things pogledaš novo sezono v eni noči, ali si vzameš 3 dni za to, ali boš gledal po en del na dan, ker pač imaš sem toliko časa. In to je, mislim, da Snyder Cut zelo napoveduje ta prihod. Ni zdaj ali binžaš ali ne, to je pač na tebi. Ti se lahko odločiš s tem, kak boš, in te pretočniki bodo spremljali, na kak način boš ti gledal, in bodo naredili tak, da bo raznoliko in da bo tak, da bo gledalcem najbolj primerno in prijetno, kakorkoli zagledati. Kar se pač same promocije tiče, da jim je ratalo to premiero narediti, je pa tudi dejstvo, da res dolgo že nismo videli v kinu nobenega tako glomaznega filma, ker so jih umaknili iz kinov. In tu zdaj je bila šansa videti film, ki se ga sicer že, ampak so ful boljšimi efekti. Minto, tvoje mnenje? Ja, jaz bi pa to predvsem pogledal mogoče v luči iz 2 zornih kotov, sem tako rekel. Torej imaš zelo unikatno zadevo, kjer imaš originalnega avtorja, ki je bil sicer izločen iz igre,
pa njegove vizije in se potem vrne po nekem Vox Populi nazaj v igro in bi komot to primerjal z kulturo mnen, sem reči tako izrazil kot pa cancel culture ali pa kulturo Twitterja. Ker rečemo, da ima cancel culture negativne in pozitivne lastnosti in rečemo temu, da je to kao pozitiva iz negative. Ne? Torej, ves folk je pritiskal na to, da se ta Snyderjev cut izpostavi, je mogoče Zack tukaj dobil šanso, da res lahko realizira svojo avtorsko vizijo. Ne? In to je meni unikat. Dejansko pa s tem isto potezo v bistvu scancela vizijo pač studija / Jossa Whedona. Ne? To se mi zdi nekaj novega, ker drugače so režiserji, tako kot si prej Aljoša rekel, dograjevali ali pa spreminjali svoje vizije za direktorskati, kao, to je pa dejansko moja izjava, ne? To je pa tisto, kar sem jaz res mislil, brez umešavanja narekovajih kapitala, pa tako naprej. Ne? Tukaj pa kot da je bil nekako opolnomočen z večinskim mnenjem, recimo, da ga tako lahko tretiramo. Ne? To je ena stvar. Drugo pa se mi zdi zelo zanimiv, mogoče pogledati to iz načina, kako film, blockbuster film nasploh nastane. Ker do zdaj si lahko gural samo zgolj studijsko mašinerijo, skozi neke določene protokole, scenarij, kupiti, prodati, producente najti, nekdo, ki bo ti cash metal v glavo, zato da potem v nek 150 ali 200 milijončkov realiziraš v nekem printu, ki se bo v kino obnesel in prenesel toliko dinarčkov. Ne. Tukaj pa en obvod nastal, v bistvu režiser se zdaj po novem niti ne rabi s tem toliko ukvarjati, mora v bistvu nagovoriti nekoga izven te filmske mreže. Ne? In so ti streamerji očitno postali dosti zanimiva platforma za režiserje, da pa reče, jaz se pa ne rabim s tem ukvarjati. Jaz lahko grem v bistvu zdaj do enih drugih sogovornikov, ki imajo mogoče malo več posluha za ene avtorske, zopet narekovajih, izjave. No? In to se mi zdi zanimivo. Ne vem, kam bo to pelalo, ne vem, kaj bo to prineslo, ampak vsekakor pa je zanimiv pomislek, no, vse z mojega stališča. Ja. Ja, no, ampak tu v bistvu so isti ljudje zadaj, ki so financirali že prejšnji Justice League. Tu pri temu ni. Ne? Je pa večje število filmskih studijev, ker zdaj so, mislim, po eni strani je Disney kupil Fox, pa Marvel, po drugi strani pa Netflix, Amazon in Apple imajo vsak svoj studio. Tako da se zelo različni možnosti za različne vizije in drugačne pristope. In tudi, ne vem, Michael Bay je šel delati Netflix film, brata Russo delata 2, mislim, da celo. Zdaj za Nick Snyder, tako da je precej so pritegnili te velike avtorje zelo hitro. Predvsem se mi zdi pomemben poudarek tukaj na te blockbuster viziji, ne? Ker zdaj streamerji so že podpirali dosti teh malobudžetnih, tako sem izrazil, malobudžetnih filmov, ampak tukaj si pa zdaj prestopil v čisto neko drugo ligo, res tega svetovnega spektakla, ne? Ki pa po vrhu še tako poudarja to stilistično avtorstvo, za katerim se skriva Zack Snyder, pač to ime, ta stil, ta epska epopeja, no, da so to prvič nekaj takega zmoremo videti kot premierno na streamerju. To se mi zdi mogoče nekaj premiernega. Ja. Ja, tudi njegovo ime se je prebilo zdaj dejansko v naslov, ne govorimo o Justice League, ker pač bi ga zamešali z univerzijo, ampak dejansko govorimo ali Snyder Cut ali pa Snyder's Justice League, kar je pač tako njegovo ime že not. Še eno vprašanje, preden se vsebine, ker me vseeno zanima, kaj pa na to ste recimo pomislila? Jaz sem recimo pomislil tudi na to, zdaj dejansko smo prišli v situacijo, ko lahko ti v kino pošleš eno verzijo filma, in pač, če bo, ne vem, režiser rekel, v studio mi ni to dovolil, je lahko krati seveda na pretočniku druga verzija filma, ne samo to, ne, jaz, ker sem gledal že, ker smo gledali Expanse na Amazonu, Amazon zelo zanimivo, tako kot ti gledaš, ti on že takoj po seriji ti ponuja neki bonus feature, recimo, ne, in se mi zdi, da tukaj seveda pretočniku omogočajo več neke interaktivnosti, ki je do zdaj niso dosti uporabljali, razen Bandersnatcha, ki smo ga v eni od naših epizod recimo imeli, recimo Netflixu film, ampak recimo tukaj imajo pa zdaj izvrstno priložnost, da
da utišajo vse fane. Saj vemo, zdaj največji problem so ravno stripovskimi, z temi franšizami, filmi, ker so pač fani, hočejo videti en film in pol karkoli jim ti pokažeš, pa ne sodi v tisto not, te bojo hejtali. Ampak zdaj ti dejansko lahko, a veš, fanom daš en film na pretočnik, glejte vid pač Jedi, tako kot ste hoteli, glejte zgodbe o Skywalkeru in tako naprej, mi bomo pa v kino dali neko film za širšo množico, ki bo pa brez tega, recimo. Ne? To se mi zdi, da dejansko niti ni taka nova zadeva, mogoče razne hkratnosti, sočasnosti obstoja teh verzij. Ker tudi Nolanov Dark Knight, ki je bil posnet deloma v IMAX verziji, ne, in Nolan preferira to verzijo, je v bistvu na Blu-rayu, če gledaš, se ti zelo dinamično spreminja kader v prid Nolanovi viziji. Ne. Tako da v bistvu, kako naj rečem, tale teatralni izid filma je pač v tistem bla bla kadru, pa zgodba isto teče, medtem ko tukaj na Blu-rayu si pa imel potem že prilagojeno kao njegovi viziji. Tako da v bistvu vse, kaj je zdaj tu novega, je ta dolžina, res trajanje 4 ur, ker kina tega ne marajo, ker ne morejo toliko predstav stisniti noter, ne. Pač res ta sočasnost, ne. Mislim, Director's Cut je bil vedno na DVD-ju kot nek bonus, ne, in zdaj zelo redko je pa to kaj uporabnega. Tudi imaš bonus material, ki je ponavadi šiti, ali pa kak dober joke zraven, če gre za komedijo, ponavadi niti ne. Eden redkih primerov, kjer je to neki res dober bonus, so pa Lord of the Rings. Ne? In to me vedno potem motilo tudi pri pretočnikih, da nimaš ti izbire, da boš gledal extended version. Meni je extended version boljši. Imam dovolj časa, da ga pogledam. Niso tiste scene res. Hkrati tudi moram reči, da Peter Jackson je to mojstrsko ven zrezal, ker ti ne manjkajo, ampak ti pa nekaj dodajo, če jih vidiš. Dočim pri Batman, Superman so pa ene stvari idiotske. Pa ne samo, mislim, Martha je idiotska, regardless, ampak čist na začetku, v prvih 20 minutah ful stvari v filmu zmanjka po nepotrebnem, ki imajo pač za celo zgodbo smisel. No? In se mi zdi, da kot fan filmov imam rad čim več možnosti. Ne? Zdaj HBO je tudi začel dodajati pri mnogih serijah bonus materijale, intervjuje in kako so ustvarjali in to. Tega nimajo glih nekega dobrega user interfejsa, tako Amazon, da bi ti ponudili, ali pa tudi Netflix, ki je imel mislim, da glih Stranger Things oddajo po kak je naredil on tip, ki ima Oscar, je sicer celo, ne. Še boljši so podcast od Watchmenov, tisto je res dobro narejeno. Ampak mislim, da tele dodatni materiali, tako kot jih ustvarjajo, da jih ustvarjalci že naredijo, se mi zdijo pa zelo pozitivna zadeva. Da če ti je nekaj res všeč, lahko zveš še ful stvari o tem. Ja, ne nazadnje pač vse gre v to, ne. To je tudi neke vrste serializacija, multimediaizacija, whatever, ki jo zdaj pač definitivno živimo v tej dobi, ne. Marvel je to začel zdaj na Disney Plusu, mislim je to res dvigne v novo predstavo in tukaj zdaj smo, skratka, ja, jaz sem hotel še na tej točki povedati, da mi je bil zelo zabaven članek, v katerem sem bral, zelo zanimivo, pač tako dobro, Igor je sicer rekel, da so še 70 milijonov v to vrgli, ampak recimo Snyderova verzija ni rabila veliko novega materijala za posnet, ne. Skratka, del tega je to, da je seveda Whedon full ven moral zmetati, ali pa zmetal ven, ne, ni vsega moral, jaz mislim, da ne, ampak dosti je pa tudi tako zelo zanimivo, kako lahko ti danes čist nov film narediš, ne da bi rabo dosti posnet, zato ker danes že toliko CGI-ja, že toliko nekega tega materijala, da je v resnici to kot da bi risanko, ki jo ti lahko nekaj zraven narišeš pa dodaš, ne, pa lahko cel film spremeni. No, to sem hotel sem dodati in to je zdaj seveda segue v štorijo, ker se bomo lotili Snyderove štorije, ampak še prej, zato, ker se mi zdi, da smo zdaj bili toliko fino tehnični, da je pregnalo marsikaterega nezvestega, hudobnega, grdega, porednega poslušalca, bom jaz Igorju na tej točki predal besedo in bo Igor predstavil nagradno igro in seveda nagrado, ki si jo lahko
prislužite. Igor, prosim te. Aha. Torej pri založbi Sanje so nam podarili en izvod knjige Otroka peščenega planeta, tretje knjige iz ZF serije Peščeni planet oziroma Dune. Zdaj, medtem ko vsi čakamo na film, ki pride jeseni, upamo, in se bo osredotočal na nekje dobro polovico prve knjige, Peščeni planet, si lahko preberete nadaljevanje v zgodbe in usode vesolja, ki drvi proti neizogibnosti. In zdaj nagradno vprašanje pustimo za pol, ali ga že zdaj povem? Ne, kar zdaj ga povem. Kar zdaj. Kateri lik se pojavi v vseh 6 knjigah Peščeni planet, ki jih je napisal Frank Herbert, torej govorimo samo o tistih, ki jih je napisal Frank Herbert, ne tistih, ki jih je pisal potem njegov sin, in kateri igralec ga upodobi v prihajajočem filmu Peščeni planet. Namig bil je eden od kandidatov za Batmana. In še malo bolj zabavne trivije, da malo zmede ljudi, aktualni Batman, torej tale, ki ga bomo naslednje leto videli, The Batman, pa je dobro 10 let nazaj bil kandidat za Paula Atreidisa, torej Pattinson, ko bi naj Peter Berg režiral Dune, ki potem ni skozi mu to šlo. Torej, če prav zdaj razumem, to je two-parter question. Kjer je lik? Kdo ga igra v filmu? In kdo ga igra. Okay. Ja. Okay. In seveda domnevam, da Igor je sam en lik, ki je v vseh 6 knjigah. Ja. Okay. Skratka, slišali ste nagradno vprašanje, tisti, ki nas res pozorno poslušate in ste naši zvesti fani. In če ste fani tudi Duna, ni boljšega, pač knjiga je dober mesec zunaj, recimo. In mi smo seveda se zahvaljujemo založbi Sanje, da nam je podarila 2 izvoda, pravzaprav, ampak enega bomo obdržali mi. Drugega pa skratka podarjamo vam in skratka vaša naloga je, da odgovorite na Igorjevo vprašanje, bodi si na Facebooku poiščite našo objavo, lahko v Aparatusu, v skupini Aparatus, lahko našo na naši FB strani ali pa na Twitterju seveda tweetnite pod to objavo oziroma kot odgovor na to objavo odgovor seveda na nagradno vprašanje, no? Tisti, ki ste to slišali. Če ni noben slišal, bomo nagradno vprašanje ponovili, ali pa da ne bo noben vedel, bomo nagradno vprašanje ponovili v naslednji epizodi. Okay. To je bil EPP, Product Placement, ki ga ima tudi Snyder neki, in zdaj smo tukaj. Jaz sem recimo ta film še pogledal zelo staromodno, danes ko je Juri tweetnil, da sem intelektualec stare šole, sem tudi staromoden gledalec filmov in meni je bilo grozno, da bi jaz film ustavil in ga pač drug dan gledal dalje in sem mogel celega pogledati, prej sem končal v službi, prej sem končal s tem delom in sem ga pogledal, vidva ste ga mal le gledala, ampak kakšni so torej vtisi? Prvič, je ta film boljši od prvega in seveda, kaj vam je bilo, dajmo najprej kaj nam je bilo všeč, po čem je ta film, če je seveda boljši od prvega. Igor? Mito, da ti. Ja, kot prvo, mi je boljši, ker je vse, kar je tisti zmazek bil, je lahko boljše, bolj ali manj. Všeč mi je predvsem na zgodbovni plati, pa vizualni plati mi je izjemen, pa predvsem se mi zdi Snyderjeva vizija ali pa stil, mislim, da kar nadgradi. Zdaj, koliko to jemlješ, koliko ti je to všeč, je stvar preferenc, meni je, pa imam sicer pri drugih njegovih filmih kritike, ampak tukaj mi je pa ta stil, predvsem stil, nadgradnja, mogoče zaradi toliko bolj tega vizualnega formata, ki si ga je ubral. Mislim, da najbolj, kar mi sede pri tem filmu, je zgodba Cyborga. No? Ki ga v prvem filmu sploh ni bilo. Tukaj je on srce filma, se meni zdi, no? Da je res lepo plastičen lik nastal, ki nekako povzema teme Snyderjevega kata in da razumem frustracijo in jezo igralca nad Whedonovo verzijo,
ker on je bil potem odpuščen, če se ne motim, iz Flashovega filma zaradi nekih določenih kritik, ne? Ampak mislim, da je zelo na mesto, da Snyder je v začetku imel idejo, da bo Cyborg osrčje zgodbe, da se preko njegovega backstoryja, pa kako se lik obnaša, povejo teme in koncepti Justice Lige pravičnih. No? Tako da to mi je bil največji plus. Plus pač tudi zgodba Barry Allena / Flash, ki pa dejansko reši svet. Ta dva lika sta mi največ pridobila, z minutažo so tudi ostali pridobili, razen Diane, ki pač ni rabila nekaj, ampak ona tudi ne potrebuje, ona je taka exposition machine, ki razlaga, veš, leta, davno, ne vem kdaj, za 9 gorami je prišel slabi Darkseid, ki smo ga, ne vem, bla bla, ampak Batman tudi ne potrebuje, dosti Aquaman tudi ne, ker so imajo vsi bolj neke samostoječe zgodbe, ki so bile posnete, ta dva sta pa res super pridobila. In zdaj, ko gledam to nekako v kontrastu z studijsko verzijo, no, Whedonovo verzijo, mi je res grozno, kako so zmasakrirali te, v bistvu bolj ali manj sila preproste loke, ampak tako nujne za takšno zgodbo, kot so se šli v Ligi pravičnih, ne, oziroma kot se bi jo morala iti ena taka zgodba, ne, ker oni se niso šli Marvelovih samostojnih filmov, da so lahko Avengere tako na easy skupaj spacali. Vseeno je imela Liga pravičnih dosti večji hribček za prevoziti, no, z vključitvijo novih likov. Prva verzija tega ni naredila, ta pa je. In to mislim, da je največji plus tega filma. Tako da, evo, na tej točki bom pustil, še nekaj omenil, ampak to je to. Igor? Sej Snyderjeva ideja je bila, da origin filmov smo že imeli takrat dovolj. In da zdaj, da bi za vsakega delal ločen origin film, bi si ti filmi bili že preveč podobni med seboj, tako kot pač so si Marvelovi. Zato se je odločil, da te ključne elemente not tukaj vključi. Sploh, ker Flash je itak imel svojo serijo, kjer bi pač dejansko, če bi delali Flash film, origin, bi bilo full stvari od tam vzetih in bi bilo preveč podobno. Ne? Zdaj pač pol prideš do tega problema, da te liki niso dovolj predstavljeni, če ne zastaviš v redu vse skupaj in če nimaš 4 ure časa v končni fazi. Ne glede na to, kakva bi bila Snyderjeva verzija za kino, mislim, da 3 ure ne bi mogla imeti in definitivno bi morali biti ti liki ali pa vsaj en kup slow motionov skrajšanje. Zdaj pa tudi ne vem, če bi še pol poznali, da je to Snyderjev film. Tako da mislim, da je po eni strani pravo pot izbral, po drugi pa si je mogoče malo preveč naložil, ne vem. Težko zdaj sodimo o nečem, kar ni bilo. Mi pa resno ni jasno, kaj je Whedon razmišljal, ko je te stvari ven črtal, ker Whedon je dober storyteller, ne? In z Avengerji je sploh pokazal, kako zna lepo skupaj sestaviti nekaj tako kompleksnega. In zelo v redu peljati štorijo. Zdaj, na vizualnem področju je krepko za Snyderjem, tak ali tak. Ampak na zgodbovnem pa sem bil mnenja, da bi to moral znati boljš speljati kot to, kar smo na koncu dobili. No. In zdaj ne vem, mogoče so tu kakšne osebne zamere ali karkoli takega zadaj. Ne. Sploh cela štorija z Rayem Fisherjem, ki zdaj so ga skinili, v bistvu so ga skinili zato, ker on ni bil tiho glede tega, kar se je dogajalo na snemanju, ker pač Whedon je bil kreten do ljudi in nesramen in on je pač prijavil in so imeli delovno inšpekcijo, tako rekoč, in potem je še vztrajal, da so rezultati oziroma izsledki te inšpekcije pridejo v javnost. In je tudi zahteval, da se odgovorne odpusti, nekatere so, ne pa vseh. In on je tudi sam rekel, da ne bi delal, k pač vsekakor Cyborg film, če bi bil, in Flash film, če bi on bil not, bi še vedno eden od teh producentov, ki je takrat podpiral Whedona in k kateremu se je on šel pritožiti, pa mu je rekel, naj pusti na miru, da se nič takega ni mislil, pa vse take stvari, ki jih pač odgovorni rečejo, ko se jim greš pritožiti dostkrat. Ne bi on hotel delati s tem človekom, Warner pa pač ja. Tako da
Je pa tudi, mislim, tudi drugi igralci so dosti stvari dosegli, ne? Ker recimo Gal Gadot je enega od producentov, ki je bil obtožen posilstva skinila, Brett Ratner, mislim, da je bil prej zraven, pa tudi Affleck je podprl Snyderja recimo zdaj in ni bil zadovoljen z Whednovo vizijo. Tako da tukaj dejansko stvari, ki so se od zadaj dogajale, so, mislim, da tudi pravzaprav vplivajo na nek način na neko delovno etiko v Hollywoodu. In tudi to, da o teh stvareh govorimo, mislim, da pozitivno vpliva, ker pač, če ti greš šefu povedati, da te nekdo maltretira na delovnem mestu, je njegova naloga, da ukrepa v korist žrtve oziroma da proba to razrešiti, ne pa da reče, da se naj ljudje pomirijo. Ja, tako, vse veste, jaz sem tle pač največji fan Vidona in njegovih stvaritev in vse skupaj, ampak pač tle pač moram priznati, ja, tako, dobro, ja, absolutno verjamem, da je Vidon v studiu pač naročil, da pač naredi 2 uri pa pol največ film in da pač mora rezati ven in da je pač pol ugotovo, da s tem materialom on ne more narediti blazno super koherentnega filma, ker je pač materiala za fucking 4 ure. To absolutno, ampak ja, jaz tudi mislim, da nekatere stvari, ki jih je ven rezal ali pa spreminjal, recimo ne prizore, kjer je dialoge spreminjal, jih je definitivno na slabš spremenil. Definitivno tudi Vidon nikoli ni bil vizualno, nima nekega posebnega blazno super stila, ne, kadar je lahko kradel si sposojal, tako kot pri Buffy, ki je pač tudi vizualno referenca na prejšnje stvari, pa kjer, ko se recimo po TV-ju niti toliko keša ni valal, kad se zdaj le valja, ne, pač je ta njegova vizija, pač ni toliko prišlo to do izraza, njegov manjko vizualnega stila, ampak tukaj je pa precej prišel, ne, in je tukaj, a veš, že ko začneš gledaš ta film, viš, da je to nekaj čist drugega, ne, pustimo tega, da je ta Steppenwolf čist drug lik, ne, da tukaj ima celo globino, da je nekdo, ki te zanima. V prvi verziji je bil kar nek model, ki je kar neki hotel, kar neki počel. In vse to se mi zdi. Ja, v tem smislu in vse to, ne, in pa seveda pač zdaj, ko zvemo, kakšen je Whedon bil na studiu, ne, absolutno je to treba pač sankcionirati, to je treba pravno razrešiti, treba je človeka tudi poslati na neko zdravljenje, pač nekim mu pomagati, no, in pol se lahko zaradi mene vrne k delanju dobrih filmov, ampak dokler se teh stvari ne razreši, absolutno pač je njegovo ime omadaževano in jaz se tle pač nimam kaj strinjati, kličite me Mr. Cancel kultura, če hočete, pač absolutno mislim, da je to tako, ampak ja, je pa tako zelo težko jaz ločim tukaj v tem filmu in to sem se ves čas spraševal, kaj je v resnici sam minutaža, kaj je rešila minutaža in kaj je pa zdaj ta Snyderjeva vizija. Ja, vizualno jaz mislim, da je superioren, videno in je krasno, ampak ene stvari preprosto, ja, to bi mogla biti 2 filma. Pustimo to, k temu se še mu vrnili, da je zadnje pol ure to že 3. film. To več niti ni, pač nima nobene veze s tem, ne. Tako da, drugače pa ja, jaz moram reči, da sem bil zelo pozitivno presenečen, no, ker so pač tukaj, ja, junaki imeli celo nek smisel. Meni se sicer zdi še vedno, da bi ti moral imeti, preden ti vse te junake vključiš v en film, da bi vsaj recimo Aquaman mogel imeti svoj film, da bi ti vedel, kdo ta tip je. Čeprav v resnici v tem filmu zgleda dosti bolj cool, kot v unem svojem, ker pač dosti pokvari, no. Wonder Woman meni itak, Gal Gadot ni nekaj dosti všeč, moram priznati, ampak recimo ene stvari so mi pa tukaj, recimo tudi Ben Affleck in njegov Batman, se mi je tukaj precej odkupil, se mi zdi, da ene stvari so pa kar dober ratale, no, in da ni sam tako neki, pač kar neki, no, in pa seveda, tako kot sem rekel, pač vizualno je pa meni ta film pač nor, no, tako, samo malenkost, kaj je naredil iz oklepa tega, no, kaj sem že rekel, Steppenwolfa, skozi mi gre na ta stepski volk od Heseja, ne vem, pač zakaj. Vidva gledata z angleškimi podnapisi, ampak v slovenskimi je preveden Stepni volk. A ja, je prav Stepni volk.
Ja. Okay. Ker neka vesoljska bitja vejo, kaj so stepe. Normalno. To je univerzalni jezik volkov. Skratka, mislim, a veš, en tak vizualni detalj, ki je čisto spremenil vse in tudi moram reči, da teh pač 70 milijonov se pač vidi, ne. Tudi CGI je precej boljši, meni se je dobro zdaj. Jaz sem ga gledal sicer pred par meseci, Ligo pravičnih, tako da mi je še dokaj sveža, ampak jaz imam pri DCU vedno probleme z fight scenami, z pretepi, ker so zelo nefizični, ker ne deluje, ker se vedno borijo proti nekim CGI-astim kreaturam in res so to nefizične scene in imam vedno, nikoli nimam občutka, da lahko Batman ali pa kdorkoli dobi nek udarec, ki bi mu nekaj naredil, ne. Pustimo zdaj to, da so to tudi da je Superman tudi super, da mu res nič ne naredi, da ga on zuno, tudi Sekiro mu samo ramo nastavi, pa je tako, kaj je pjep. Ampak definitivno boljši film in jaz tle pač nimam kaj. Mal sem se bal, kako bo izgledalo, mal sem hotel hejtat Snyderja, ampak zaradi pač vidna, ampak je boljši film, tle nimam kaj reči. Mislim, meni je ful v redu sestavljen, pa zgrajen, dolg je. Tele slow motioni njegovi z nenadnimi pospeški so mi všeč, ampak menim, da jih je treba primerno uporabljati. In tukaj recimo zelo dober, čist na začetku, tista Wonder Woman fight na sodišču, ki sploh ni banka. To tudi ne vem, zakaj se je vidno zdelo pomembno to spremeniti v banko. To, da gre za teroristični napad na sodišču, ker bajta, ki od zunaj vidiš, je Old Bailey v Londonu, pa da je to sploh v Londonu, se mi je zdelo kar cool. Mislim, to je bajta tak iz V for Vendetta, pa tak a ni dost stvari se meni zdi, da je Whedon spremenil, kar out of spite domnevam. Ker to definitivno ni imelo smisla. No, in tisti fight, kako ona tam skače, pospešuje, tisto je perfectly timed, super je narejeno. Res ne razumem edino, ne, zakaj na koncu na onega nogobec vdari in razstreli steno vred pred tistim skupino otrok, ne. Ampak je krasno narejeno. Moram pa tudi reči, da ne razumem Snyderjeve potrebe po ultranasilju, ker pa še to pri Wonder Woman kar v redu deluje, ker imaš ti recimo, ko ona meče ljudi naokrog, pa ti priletijo v steno, ti sicer vidiš, da jih je razplazilo ob steno, pa da so ti ljudje mrtvi, ne? Da jim je notranje organe zmaličilo, ampak zgleda malo Asterixu podobno, pa si reči, ok, stripovski film. Potem pa imaš ono Age of Heroes sceno z Amazonkami in Vikingi in kaj še vse. Tam pa kar roke letijo naokrog, tisto pa je tak že horror movie scena, ne? Plus da onega Green Lanterna ubije, pač kaj, ne mara Green Lanterna, ali kaj moj. Le zakaj? Mora en Gosling poklical, da ga dober. Kill him. Ne Gosling, Reynolds, pardon. Gosling. Sorry. Sej mislim, da bi tudi Gosling isto reagiral, ampak drugače, mimo grede, čist en aside tam pri tej Age of Heroes sceni, ki si potem razdelijo vsak svojo škatlo, Amazonke pa Atlantidci pa ljudje, ne? Po izkušnji z One True Ring, ne? Zakaj so Isildurju spet zaupali neko tako vredno zadevo? Ker oni tip, ki ga igra tega človeka, ki zakople škatlo, zgleda fucking isti kot Isildur iz Lord of the Rings. Mogoče so gledali extended cut, tam ima malo več minutaže, pa so rekli, vse zgleda, ok. Ima tak zaupanja vreden obraz, no. Meni je on zmer zgledal tako, ti bi pa lahko to znal dobro šparati. Zgleda kaj en gorenca, veš, ko bo to nekam skril, pa sem rekel, bež, noč nimam, jaz noč nimam. Kakšna mama, kdo ti je mama? Jaz sem bil čisto malo razočaran, ker sem mislil, da bo ena ta, veš, Atlantici pa Amazonke delujejo tako neki moralno pokončni, visoki nadljudje, ne vem, kaj je desno, medtem ko oni humansi se spravijo tam le v eno šumo, za grebst pod prvo koreniko, ki jo najdejo in se sam pričakoval, da se bo zdaj obrnil, pa bo rekel, ok, vse priče fenta tlele, kao, ne. A veš, neki tazga, kao, ker tudi muska postane malo bolj tamačna, sem mislil, shit, zdaj bojo glave letele. Pa neč, tako zelo pusi je bilo, ampak ok.
No, vse, kar smo že, prej smo se zunaj etra pogovarjali, ja. Zunaj etra pogovarjali, pač muska je tudi meni se zdela precej boljša, no. Zdaj, jaz nimam sicer ponovadi si ne zapomnim toliko muske, tako da se zdaj res ne bom spomnil, kakšna je bila v originalni filmski videonovi verziji, ampak tle se mi je vseeno zdela, da je muska tudi muska zelo, zelo dobra. In mogoče na tej točki tudi, če smo že pri muski in kako je stvar izgledala, Mito, no, zdaj mi pa ti pojasni in me poskušaj navdušiti, zakaj mi je ta film tretjino televizije pač ni uporabljal. No, to bi me pa res rad vedel. Kaj je bila filozofija ali pa estetska ideja v zadju tega? Ja, fani so želeli Snyder Cut in so ga dobili, ampak v bistvu ni cut, temveč reveal, ker večina filmov je posnet na 4:3 format, digitalni senzor, ampak pač večina, rečemo tega standardnega gledanja v kinih, poreže zgornjo pa spodnjo zadevo. Tukaj je popolnoma isto, samo da je obrnjeno, pa po vrhu uporablja celoten senzor, tako da dejansko vidiš ti celotno sliko. Ne? Zdaj senzor je v narekovajih rečeno, ker je film sneman na film, na celuloid, na IMAX format. In Snyderova šnita je tu dejansko njegova vizija. On je na BVS oziroma Batman v Superman se navdušil nad IMAX scenami, ki jih je posnel in rekel, da želi celoten film tako posnet. Večina tega denarja, teh 70 milijončkov je šlo v restauracijo že uporabljenih posnetkov, ker ti posnetki, ki so bili ponovno uporabljeni, so zgolj pač restaurirani film, tisto, kar je pač studio pokril preko. Tako da folk zdaj govori, to je nek razrez, vres ali nekaj tazga, kot je včasih na VHS-kah bilo, ne? Kao, da so samo približali noter, zato da je televizija v bistvu bila primerna. Ne, tukaj pa v bistvu celotna slika prikazana, nič ni izrezano, dejansko tale Snyder Cut je reveal vsega, kar je on želel posneti, tako da je še bolj avtorsko, no? Še bolj ta vizija izpostavljena. Ne? Ampak, če jaz prav razumem, če bi mi zdaj to gledali v IMAX kinih, bi to bilo še pač bolj hudo. Ja, točno to. On se je navdušil na tem formatu v enem par intervjujih, mislim, da na Justice Conu lani je v bistvu že razlagal fanom, da se bo tako delal, da je on navdušen na temu. Pa potem dal tudi v ene par kompozicijskih narativnih obrazlag, zakaj ima ta format všeč, ni zgolj zaradi pač celotnega senzorja, da ne vem, lahko pixel pipaš potem, kako je vse ostro in ne vem, bla bla. Živimo v eni določeni vizualni dobi, kjer se poudarja lenoba. Tale format, ki smo ga navajeni od 2005, odkar je HD usekal z HD televizorjami, pa se je TV format spremenil iz akademskega 4:3 formata na 16:9. Je bolj ali manj kompozicijsko gledano, slikovno gledano, se je folk dost polenil gledati ene zadeve. Ne? In razumem, zakaj je potem šoker, ko blockbuster, poudarjam blockbuster, ker ne mešam tu za A24 ali pa Indie ali pa Egersa pa tako naprej, zakaj se folk zgraža, da ima pač dve črni palci ob sliki. Ja, vse drugače jih imaš tudi, ampak imaš pač zgori od spodi, ne? Tukaj so pa ob strani. Kompozicijsko gledano je lik človeka v takšnem formatu bolj prisoten. Bolj v ospredju, kot pa v horizontalnem, zgoraj spodi porezanem formatu. In tudi meni osebno so bili fight sceni bolj razločni, bolj jasni, kompozicije so mi bile bolj navdušujoče, vse je izgledalo dosti bolj epic, dosti bolj stilsko, dosti bolj Zack Snyder. Se mi zdi, da je v bistvu tale uporaba tega formata, da se je za to odločil, je nadgradilo ta stil njegov. Ves ta slow-mo, ves ta epskost, ta mitologija, kot on reče. On z Marvelom vedno reče, kao ja, Marvel ima action humor, blockbuster formulo v nulo, izpolirano, mi v DC-u pa imamo mitologijo, mi imamo epskost in to želim poudarjati. In mislim, da je ta uporaba tega formata mu tukaj zelo dobro služila. In zato je meni plus, velik plus pri tem, da ni zgolj neka kaprica, da ni to izrez, dejansko je reveal te epskosti. No, super, hvala ti, Mito, pač to je zdaj tudi, to vprašanje se je največkrat pojavljalo, skratka ste spraševali, ker smo vas
mi vprašali, o čem bi se pogovarjali, je bilo večinoma to omenjeno, skratka, in jaz upam, da ste zdaj razumeli in zadovoljni z odgovorom. V zapiske bom dal en članek, kjer je malo bolj to podrobno še razpisano. Pa še ena stvar, ki jo nimam še sicer popolnoma razdeljena, ampak nekako se upada za to avtorjevo vizijo, pa rečemo deloma za cancel culture, ker kako se v bistvu ti v takšnem unikatnem prostoru, ko se znajdeš torej z ne dva režiserja, ki delata isto knjigo, ampak veš, za 20 let razlike, vmes pa čist drugi igralci, pa nekaj let, ampak dejansko isti footage uporabljaš. Ne? Kako se še bolj razločiti od te studijske Whedonove vizije, je, da uporabiš drug format. Je tu že ta konceptualna odločitev, da v bistvu na ta način se ti ločiš od ene druge vizije. Ne? Da uporabiš pač drug format in je že na tej ravni zelo dobro uporabljen. Pa mislim, da mogoče, če gledamo, tako smo prej omenili, tale premiera na streamerju na mesto v kinu, se mi zdi kot nek callback na dobo TV-ja, na vse te škatle, ki smo jih imeli, ali pa na akademski format, ker vem, da Snyder je tudi en film sugeriral First Row ali First Cow, nekaj tazga. Skratka, to je star akademski format, ki je prevladoval do 50 let v kinih, ne? Da je skušal vso to mitologijo DC-ja povezati z, rečemo, neko zgodovino filma. No? Tako da imaš zgolj uporaba tega formata je na večjih ravneh jo lahko povezuješ za neko zgodovino filma ali pa za kontriranje, lahko tudi rečeš cancelanje ene druge vizije. Ne? Tako da, ja. No, super. Ja, Igor. Ali veš, da prihaja še ena verzija ven in sicer ultimativna Snyderjeva vizija, ki pa bo črno-bel film. In zato, da ne bo boring, bo še malo drugačen Joker noter in to je to. Mislim, črno-belo je pa zanimivo, dostkrat imajo avtorji neko idejo potem, da bi bilo to tudi Fury Road, Mad Max, je Miller rekel, da želi to narediti, ampak potem je bil prav z tem istim studijem dolga leta v pravnem sporu, tako da zdaj mogoče če bojo hoteli še eno ekskluzivo za HBO Max, mogoče še dobimo celo črno-belega Mad Maxa. Čeprav recimo pri Mad Maxu bi meni manjkalo, no. Tam so bile res lepe barve, res lepe filme. Čeprav tlele, če gledam čisti stila, meni mislim, da tale barvna schema Snyderjeva ne seda. Ful mi je pretemno, pa preveč ta chiaroscuro. No? Osebno mi je chiaroscuro, rečemo, v slikarstvu zelo blizu, mi je všeč, tudi sam v svojem delu se ga poslužujem. Ampak tu je pa vse tako temno in mi je v bistvu, naprimer, ta Marvelova ali pa Whedonova barvna schema ljubša. Mogoče manj dramatična, ampak mislim, da Zack nadomesti to dramskost oziroma epskost z drugimi prijemi, ki so njemu značilni. Tako da, ampak to je moja osebna preferenca. Mislim, da je uporaba te barvne sheme in temačnosti v sklopu celega loka, kot si ga on zamislil za DC Extended Universe, ker Man of Steel je zelo barven film, ful bolj barvit. Ma tudi malo niso žive barve, ampak je ful več svetlobe, ful več tistih podob, ki nam Malika že spominjajo. In potem pač tisto naj bi bil nek relativno optimističen začetek, potem pa temačni deli in na koncu Loka Justice League bi naj pripeljalo do nekih bolj barvitih, ali pa tudi Flash bi bil bolj barvit. To se vidi, to mu pripišem, da kar se tega tiče, je izpeljal. V bistvu videl sem en hiter esejčič glede tega Loka. In je tam ena scena, ki je skoraj da copy-paste iz Batman vs. Superman napram tele, kjer se Batman iz posla vstane, pa isto tlele tamle v BVS-ju je čiste mačno zeleno, zgolj robna risba svetlobe, medtem ko tlele je pa tako optimistično, ko mu potrka v bistvu tale Martian Manhunter in je tudi ta končni polet v nebo v epilogu zelo, zelo barvit, že v bistvu tamle Whedonovsko zastavljen. Ampak, se pravim, meni so barve mogoče
včasih mogoče malo preveč podrejene temu stilu, ne? Ker mogoče si pa kjera scena zasluži mogoče malo drug pristop ali pa bolj odprt kolorit. Predvsem rečemo Superman na koruznem polju z mami pa z Lois. Sonce je vrgel za njih, zato da je bolj vedra, rečemo, tema nekako v ozadju, ampak vsi so pa zelo kontrastni, pa nekako zamolkli in se mi zdi, da bi tam lahko malo bolj razprl. Whedon se mi zdi, da je to boljše spelal. Zajebo je sicer dialog pa to, ampak barvno se mi zdi, da je boljše pristopil. Vsaj kar se tega koncepta tiče. No. Ja, no, pa ko si že začel s to barvno lestvico, pa s tem, kar ti ni bilo všeč, mogoče na tej točki pač povemo tudi tisto, kar seveda nam ni bilo všeč, ne, pri tem filmu, kaj so bili ti glavni minusi Snyderjeve verzije, ali jih ni bilo in je to popoln artističen film. Ja, se je, ampak a smem, bom jaz na hitro. V bistvu meni se zdi, da se v tej 4-urni inačici skriva zelo 3 ure 20 minut film, porezal bi celoten epilog ven, ker se mi zdi, da je bolj ali manj, tako si rekel, drug film, pa mislim, da je dejansko želel nastaviti par likov pa izhodišč za to, da bi ali kdo drug dobil job, ali pa da bi rekel, lejte, tle sem vam dal vse, delite še naslednjih 20 let karkoli, ker jim je ponudil in Atoma in naslednjega Batmana z temu Dead-Eyem, ali kaj je že on, Deadshot, likom, no, Lex Luthor varianto, pa tale Deathstroke, pa tale Martian Manhunter, pa Joker jim je noter vrgel, pa tale Nightmare jim je noter vrgel, vse jim je noter vrgel, da lahko v bistvu DC živi še naslednjih 20 let samo brez njega in se mi zdi, da je taki ful dober joke. Ko vas jebe, jaz bom dal noter, pa se vi obadite s tem, kaj to pomeni. Ker naprimer, tam je ena v zgodbi je kako se temu reče, Čehovo pištolca nastavljena, ne? Z nosečnostjo Lois Lane. Ne? Zdaj mi vemo, da v bistvu naslednjega Batmana ne bo, pa v bistvu ne bo, ne vem, kak je zdaj za Supermanom in je ful tako v luftu, kva si zdaj ti naredil, pizda? Mislim, pokazal si mi jaz sem prav ustavil sliko, pogledamo, kva je to nek tester za nosečnost, še gor piše force majeure, ne me fukat, ker naslov za tester. Pa Batman v epilogu reče, čestitam za dobro novico, ne? Ampak mi po moje ne bomo nič tega videli, ne? Ampak se mi zdi tako, you wanted the Snyder cut, here's the cut, bitch. Ja, to je tudi meni bilo kar zanimivo, zakaj, mislim, zdaj jaz tem razumem, dobro, MCU, jaz mislim, da itak bi mogel opustiti, ne MCU, pač DC, bi mogel opustiti to foro, da bojo oni zdaj nove Marvel in pač furat Jokerje in mogoče trilogije ali pa neki in se ne iti te nadaljevanke, ampak, če se je že misli iti, kaj je zdaj kanon tle? A je kanon videonov film, ali je Snyderjev in bomo dejansko zdaj videli te stvari, ki jih je on napovedal? V bistvu naslednji DCEU film je, kot je bilo že dalj cajta, planirano Flashpoint. In sicer to je Flasheva štorija, ki je v stripih na eni točki pač popucala vse in so lahko znova začeli. In to je bil, Flashpoint je bil že od nekdaj planiran tu nekje vmes po zaključku Justice League ali pa celo vmes, da bi pač čist rekli, karkoli. Skratka, to je ta film, kjer bo on odprl multivesolja, kjer bojo vsi Batmani do zdaj vključno z Val Kilmerjem. Ja. Ampak, spet, kaj je pol poanta teh zadnje pol ure filma, razen da Jared Leto sporoča, da bi on res lahko igral Jokerja. In da ga res zna dober igrati. Ne, če to ne. Jaz tudi moram reči, da nisem toliko navdušen ne nad njim kot igro, ampak se mi zdi, da je Joker tle en blebetač. A lahko nehaš? Mislim, cela scena je meni čist... Mislim, Wonder... Cela scena je meni čist... Ti si rekel prej, da... Sorry. Mito, če se lahko na tebe navežem, prej si rekel, da je Wonder Woman Exposition Machine, tukaj v Nightmareu je očitno že mrtva in rabijo novo Exposition Machine. In je to očitno pripadlo pač Jokerju, ki ne vem, zakaj kliče Batmana Batman. Kdo to počne? Isn't that right? Batman. Mislim,
Glej, oblečenje velikega šišmiša, vsi vemo, kdo je, res ne rabiš tega toliko poudarjati. No? Je pa imel lepo frizuro, no? To pa moram. Ja, rečemo. Nek SWAT shirt ali kaj že, ali tisti lajbič. Ja, jaz se tudi moram reči, če prej Mito, ki si omenil, 3 ure pa pol, jaz tudi moram reči, že je bilo kar nekaj, pa pustimo zdaj to, dobro. To je bil pač nek, kjer je res, jaz mislim, da Snyder hotel malo trolati in zdaj pač pokazati studio, češ, gledajte, to sem vam hotel narediti, vi pa tega niste hoteli in zdaj bo seveda fani, domnevam, bojo ponoreli in bo, kaj pa je zdaj hashtag continue the Snyder story ali whatever. Ampak ja, restore the Snyderverse. Ja, ampak ja, dost prizorov je bilo, ker jaz ne vem, zakaj so, mislim, dal so mu narediti ta 4-urni film, ampak pol je on res noter pustil vse, kar bi vrgel ven tudi sam verjetno, če bi šel res natančno skozi. Med drugim je tista islandska pesem, ki jo Aquamanu pojejo in ona ženska, ki pobere njegovo, kaj že, pulover in ga poboha in je opran s pervolom in meni je bilo super, ja. Meni je šla bolj v nos ona gostilna, naprimer, ki v bistvu Aquaman pripela oziroma priplava na obalo za tistim utopljencem oziroma ponesrečencem v nevihti, ga fukne na... Ampak to je bilo že to je bilo tudi video, no? Ja, to je pusto, no. Naprimer, to je bilo jaz bi že tam zrezal to pa tle isto, ker pol je samo še on whisky pa slow motion z Nick Cageom v ozadju v ono obalo in vse je fucking epsko in slow motion in gledaš pa, zakaj to gledam, pizdano. Mislim, skočil vodo pa čau. Pa ti si omenil prej Cyborga, ki je res super, pa ker ima tudi odnos s fotrom, ki prej to ni bilo, in česar tega, ampak to je bil en 4. ali 5. fotor. A lahko nehamo s tem. Supermanu sta oba fotra govorila, ki je šel, ki se je odločil, ali bi jim šel pomagati. Ni bil eden dovolj, oba sta mogla biti. Ne, veš, moj bog, no. Veš, kjer fotor meni zmaga. Tisti, ki ni bil v kadru, ko gre Flash z nadsvetlobno hitrostjo vleti proti končnej rešitvi problema, ne, finala, pa govori, oj, fotor, samo to ti jim povejo. On te ne čuje, stari, kaj ti govoriš? Mislim, what the fuck, no. Ta dialog mi je pa tako veš, daj, no. To je res stupid. Ja. No, pa meni je še Willem Dafoe exposition bil tudi malo tak, ja. Ampak gledaj, če posnameš Willema Dafoea, ga moraš dati noter, no. Predvsem 100 čupov. Je pa to zanimivo njegov cameo iz svetilnika, ni? Ja. To se mi je vedno tako zdelo, kakve veze ima to svetilnik? Hear me, Winslow. Mogoče pa to v črno-beli verziji. Ja, mogoče boljše. Ja, ne vem. Najbolj odvečna stvar, ki je morala biti not, pa je bil fucking Martian Manhunter. Mislim, ta lik je... Snyder je povedal, da bo tale Lennox, da igra Martian Manhuntera že po Superman, Man of Steel filmu. Ampak do zdaj ga ni imel kje uporabiti, ker ne vem, kdaj bi ga najsploh. In potem ga ima na koncu, kak pride do Batmana, pa reče, živja. Jaz sem tu, I'll be around, you'll be around. Mogoče se kaj vidimo. To se mi zdi kot nek joke, kot da veš, je ravno toliko svobodno od studijev, pa tele neke, rečemo temu, ne toliko Disneyovsko zakoličene linije, naprimer, ne, da se reka, jebite, se tega imate, veš, kao, vi se okvarite z njemu, nem se jaz grem na njim zombija naprej delati. Ja, še ena stvar, ki me je ful zanimala, pa je, zakaj je Mira morala tukaj govoriti britansko? Mislim, imel je možnost, da bi Amber Heard posnela ponovno te dialoge, če so takrat bili britanski, pa se je pol odločilo, da ne zna, kar je dosti očitno, ko so Aquamana delali, ne. In niso, ne, tako da zdaj jaz mislim, da tu bi rabili še en dodaten film, kak gre ona, ne vem, na Hogwarts ali pa nekam se učiti britansko. Vidim potencial za crossover. Ja. Pa sploh zdaj ni več Johnnyja v onih filmih, tako da bi šlo. Pa jaz moram vseeno omeniti, no, da ne glede na to, da pač jaz vem, da je pač med Marvelom pa DC-jem velika razlika, kar se eni tiče, da Marvel skuša posodobiti ene stvari od teh štorij do tega, da zelo previdno zbira zlobce in tako naprej, ampak zakaj je DC od vseh glavnih zlobcev, ki jih ima na voljo,
izbral tipa, ki mu je imel Dark Side. Zato, ker se kul čuje, stari. Dark Side. Mislim, jaz itak že več cest, ko gledam, sem mislil, da je Dark Seed, pač, da se preberi Dark Seed ali pa Dark Seat, kar bi bilo tako zelo bosansko in bi se mi zdelo fino. Ampak tle se človek imenuje something Dark Side. Zato, ker ne morem verjetno, ali je pa zdaj že to povezava s Klinčevim Star Wars ali kaj. Mislim, meni se zdi, da so ga Dark Side je starejši kot Star Wars, drugače pa je Thanos je dejansko kopija Dark Sidea, ampak čeprav tukaj je meni recimo Steppenwolf zgledal boljš kot on. Ne, pa ne. Dark Side zgleda tak nek... Mislim, dobro, kar se tiče lika, Steppenwolf je dosti bolj plastičen, ima neko motivacijo, celo on hoče nazaj v naročje tega Dark Sidea. Pa ne, tudi vizualno, tep ni bil vizualno. Mislim, veš kaj je meni cool, da so ga iz tistega nekega srednjeveškega ščita, ki očitno je v vesolju ful popularno, kao šli na neki ta bolj space armor, ki tudi lahko pokaže kakšen badass je, naprimer, ko ga Amazonke prešpikajo z onimi puščicami, on samo nekako tako se našmrši, ali kako rečem, mišice se iz prsi, pa one puščice poreže. Pa, Steppenwolf, ampak Dark Side pa je bil meni hecen. Njegov fris od Steppenwolfa zgleda, kot da je tip zaprt že mesec dni, razumeš, da ne more na WC iz tega oklepa. Tako, veš, te oči pomaknjene dol, čist zraven nosa in je tako, usta so samo ena črta, tako malo smešen. Zelo si se ti vživel v tole. Ne, kar se pa tiče Dark Sidea, mi pa je bilo, malo mi je generičen, no? Malo me je spominjalo na, veš kaj, predvsem tale zadnja scena, ko ona pač od Steppenwolfa glava preleti skozi portal, pol pa so zraven Dark Side, pa tisti njegov Desad, tak zelo francoski, ne vem, whatever. Ampak zgledali so mi ko Masters of Universe film, Skeletor pa Keket zraven. Sem bil tako, pa to si kopiral, stari. Ne, ne, to mislim, pač Dark Side je eden kao najbolj vrhovnih zlobcev v celem DC zadevi, ampak oni so morali vedeti, oni so vedeli, da Marvel dela Thanosa, vedeli so, da to isto zgleda in vedeli so, da bo on iskal neke kamenčke čarobne naokrog po vesolju in pol so šli tukaj iskati 3 škatlice čarobne. Mislim, nekaj čist drugega bi lahko, sploh glede na to, da drugi filmi so imeli zlobce z neko motivacijo. V Man of Steel imaš ti tega, ki hoče nov svet ustvariti in pobiti ljudi. Tam imaš boga vojne, ki ima nek svoj plan, ki je čist legit, v Wonder Woman. V Batman Superman imaš Luthorja, ki je fucking insane in hkrati ima nek plan, ki je mu skoraj rata. Če le ne bi bilo polaroidov. Ampak tukaj so pa pol rekli, ok, let's just copy Marvel ali kaj. Plus en kup stvari tak ni čist legit. Kak on bi naj 50,000 svetov že usvojil, za vse bi rabo te škatle so tukaj že odvedno, že od takrat, ko jih je on pozabil in je pozabil, kje jih je pozabil. Jaz tudi ne štekam te amnezije, on je pozabil na ta edini planet, ki ga je odjebal, pa čez priročno pozabil, kako je me že šlo to? Ki sem pustil ključe od avta, veš? Dude, where's my mother box? To je bilo tudi meni, kar malo, pač, dobro, če imaš 50,000 planetov, pač pozabiš enega, ampak če so te na edinem tistem premagali, meni, da si ga zapomniš, polje še pa tam neki v zemljo, anti-life. Neki upisano. Kjero ime, stari, what the fuck. Mislim, se res niso mogli spomniti nečesa, ne vem, anti-life, no. Come on. Mislim, v stripih v, ne vem, 80-ih ali pa v 60-ih ali odkdaj je to delovalo čisto cool. Ampak, come on, Dark Side, Motherbox, pa anti-life equation. Pa vsi imajo daddy issues, mislim, da je let's leave it with the daddies and the mommies, no, mislim. Tako da tukaj je bilo pa kar nekaj. Naj izpostavim, da Steppenwolf pa Dark Side ni daddy issues, ker mislim, da je actually Dark Side ne čaka od Steppenwolfa.
Tako da, Uncle Fucker. Uncle Fucker. Evo, zdaj še pa to vprašal, kao en od minusov je tudi Lois Lane. Kaj? Nehaj. Zakaj? Nehaj, ne poslušam. Zato, ker v Videnovem katu mi je trpel ta lik, ne? Pa sem mislil, ok, vsaj v tej 4-urni minutaži bo pa mogoče malo več kot pa zgolj ključ. Ker tam v Videnovem je imelo, kao, Batman mislim, da reče, kao ona je ključ do vsega, ne? In pol imaš v Videonovi verziji, imaš kot neka logika spostavljena, da je Batman njo pripelo, da zato, da bo Clark, ko se obudi iz dežele zombijev, ne, pomiril, ne? In pač tam se, ok, to je njena naloga, opravlja je the best. Tle pa ima te neke nosi kofete, pa pol ga pomirijo, ampak pol je pa tako, ful zopet neuporabljen lik se mi zdi. Mislim, da malo, ful mi je škoda Amy Adams kot tako, no. A veš, lik mi je malo tak bl. Ja, ampak je tudi, lahko bi bilo več. Ja, ampak je tudi spet gre za nastavek za naprej. Pač ona ni ključ zato, ker pobudi, mislim, ker Supermana nazaj, ampak zato, ker umre v naslednjem filmu in Superman zaradi nje pač postane, se pridruži Darkseidu, če sem jaz prav razumel, in pač mora Batman in Joker in vsa ta vesela druščina morajo pač iti in vreči prstan v goro mogote. Ali nekaj takega. Ja. Ne, dejansko, bral sem, kaj je bil plan za drugi film in to bi bilo res fucking epsko. Pač oni ugotovijo, da ne bojo čakali, da jih Darkseid napade ponovno, naredijo spaceship in grejo v vesolje napast njega na njegovem planetu in zgubijo. In se potem pač cel nightmare zgodi. Ampak to se mi zdi kar ful dober nastavek, pač imaš ono Empire Strikes Back varianta, ne? Ampak oni so tisti, ki probajo udariti in failnejo, ker pač... Ja, skratka, in tam Darkseid ubije Visiona, ali kaj že, da mu vzame. Mislim, vseeno je spet podobno, no, bom rekel tako. Ampak ja, zdi se mi pa, no, pač... Ta nastavek mogoče ni toliko slab, ne? Jaz bi rad videl zlobnega Supermana, ker mislim, da je tukaj Snyder pa edino, kar je meni všeč pri njegovi mitologiji, če smo pri mitologiji Supermana, je pa to, da se je on obrnil na to verzijo. Že pri Batmanu in Supermanu smo imeli malo tega, ne? Kaj, če Superman postane zloben? On ni človek, on nima, ne rabi imeti, če on nima tega človeškega, učloveščenega dejavnika, se pravi mame, zdaj, ki mu je še samo ostala, pa seveda Lois Lane, lahko on pa zgubi ta stik s človeštvom in on ni človek in pač lahko se obrne proti človeštvu. In to se mi zdi ok, ker Superman rabi nekaj. Ker kar mene pač pri DC-jevih vedno pač zmoti, je pač to, ok, ja, gledaš Wonder Woman, kako one metke odbija z unimi svojimi zapestnicami in tako, potem pride Superman, nastavi ramo in je tako, kaj zdaj ti, Steppenwolf, smack, in je stvar bolj ali manj rešena. Ni neke drame tle. Drama je sam v tem, a bo Superman njim res pomagal, kar sicer tudi v Snyderjevi verziji nikoli ni bilo na neki taki kocki, razen v tistem fajtu na začetku. In pač rabi neki, mislim, da DC-jevi junaki rabijo neki, to neko mračno stran, dost bolj kot Marvelovi, ki so vendarle malo bolj človeški, razen zdaj očitno te pač Marvelove, stotnice Marvel. To se mi zdi, da v bistvu Marvel zna še najbolj človeškemu odliku, rečemo Captain Ameriki, postaviti zelo zanimiva moralna vprašanja, ali v Civil Waru, ali pa v Winter Soldieru. In ravno eno takšen tretma bi v bistvu Superman, v takšnem tretmaju bi v bistvu Superman najbolj zasijal, ko je res pod pritiskom, moralnim pritiskom, ali pa, veš, tako kot je Nolan Batmana, na primer, postavil, ne, zbrat moraš stari, nekaj moraš, odločiti se, fucking moraš, ne moreš biti samo ena stvar, ne. Yeah. A pa tako, ko Riker dobi moči od Q-ja, pa pač v bistvu mora, ne sme rešiti unih otrok, recimo. Ne? Totally the same. En od stvari, ki jih je Snyder povedal, je, kar pa je bilo, da bi dejansko šel v melodramo, ne? In sicer se Batman zaljubi v Lois Lane in potem je fora v tem, da ona umre zato, ker je on ne more rešiti, ker pomišlja glede tega, pač neka moralna dilema ima, ker je zaljubljen v njo in potem, ko bi
cel Nightmare šel skozi in bi oni potovali skozi čas, bi se on žrtvoval za to, da Lois preživi in potem pač Superman ne postane evil, ona dva mata tega otroka In je on Batman. in je on nov Batman, ja. Zanimivo. The best. Ja. Kar kul. Pattinson. Pattinson, ja. Vse Pattinson zgleda tako, kot sin od Kevila. Ja. Ja. Kako se je opol pisal? Bruce L. Bruce L. Ja. Bruce Vejno. Brusel. To bi še vprašal. K meni je bil zelo hud kontrast v zadnji bitki. No? Zraven tega, da pač malo boljše posnete, se mi zdi, je tudi zelo drugačno. Flash ima dejansko neko vlogo, torej reši vse skupaj. Ne? Tam je reševal neko rusko deco, kot veš, kao, ti si tle vajen spet reševati deco, mimo odrasli smo pa tle obadali z strahom, pa predvsem ta strah me bo zarbil, ko bi tak Batman reče, ko, you know what they smell, parademons, fear. Tu so čist črtali to celo zadevo, da so Steppenwolfa tako premagali, ampak so šli, pač ja, Superman je pač res nadmašil vse skupaj in potem zelo bolj epsko zaključil. Kako se je vama to zdelo? Kako je bila vama ta sprememba? Ful boljš, ona ruska familija je bila completely useless, pa tale Flash, že tam imaš oni prvem spopadu, ne? Jaz ne vem, kaj delati, ne? Hkrati pa smo videli, da je on že reševal ljudi, pa neke stvari delal, tako da, mislim, pa celo obleko si je naredil, pa tako dalje. In se mi zdi dost smiselno, da on ni čist neki prestrašen dojenček, ampak da zna kaj narediti, ne? Da ni čist še ful dober v tem, ampak je pa dejanski pač junak, ne? In mi je bilo ful boljš konec. Sploh pa to, kako potem, ko Superman pride, ko pač se pokaže, da ni zdaj nek meč. Ker tudi že to, ko so za Cyborga aktivirali Motherbox, se Steppenwolf ni javil, ne? Zato, ker je bil Superman tukaj. Ne? To da ful večjo težo potem temu, ker ti vidiš, da Superman je toliko močnejši od vseh, da je brez veze. Tudi, samo Ljoša, to bi še hitro skočil noter, naprimer tale smrt Cyborgovega očeta ima ful eno tako lepo zakroženo linijo z pač Cyborgovo štorijo, ki pač foter umre za to, da jim pač na zemljevidu pokaže, kje bo Motherbox, naprimer, in je tako zelo dobro pokazano. Medtem ko v Whedonovi je to tako nekako ful hitro pospravljeno, vse taki občutek imam, res je, da nisem zdaj si osvežil spomina Whedonove verzije pred tem ogledom, ampak vem, da tam je to tako zelo na hitro pospravljeno, da sploh ni debate o tem, kaj se je zgodilo. Ali pa da imaš... Ne, tam odkrijejo zaradi radiacije, pač Motherbox, o tem tam sploh ni tega fotra in ni nobene te drame noter, tako da. Ne, jaz mislim, da tukaj, ja, strinjam se, Flash je, hvala Bogu, imel neko vlogo in je bilo pač tudi to še meni kar ena najboljših rešitev in tudi Flash se mi čisto dopade, tako kot en mal bolj šaljiv lik, no, v tem Klinčevem DC-ju, ker DC rabi včasih malo humorja, no. Ja. Humor je ful drugačen, ene scene so zelo drugače zastavljene, ta Whedonov humor je, ga ni več... Ne, teh metažanrskih ni, čeprav tu pa tam mislim, očitno niso vse stvari videne ali pa kakšna stvar pusto. Tista meni še vedno najboljša replika mi je What's your superpower? Ja. Ne, ampak naprimer ni pa več noter onega zelo narodnega padca Batmana na Wonder Woman, ki je ful čuden, to je Whedon posnel. Flash, mislim, Flash, ja, če se ne motim. Pa ko se Aquaman usede na Beach, naprimer od Diane, pa potem govori zelo iskreno o enih zadevah, to je ven zrezano. Laso. Beach. Ja, a veš? Beach bi bil boljši. Ker en humor je noter, ampak je, se mi zdi bolj umerjen, bolj tonsko primeren. Ja. Pa Alfred je dost bolj zabaven, tiste scene s čajem so... Jaz sem se kar nekaj naučil za čaju, no moram reči, da ga ne smem popariti. Ja, drugače najbolj neuporabna stvar v tem filmu, jaz mislim, da je še vedno Nightcrawler. Batman to tok napove, tisti svoj avtek, pa stisne nekaj pa Steppenwolf stisne gor skoči, pa ga razmontira in je to bolj manj to. No pa rešijo se pol z njim. Jaz mislim, da ima Bruce eno globoko sovraštvo za svojih igrač, ker vse, kar uporabi, takoj zavrže, tak fenta, kuj. Ja.
Ja. To je to. No, okay. Še kaj tega. Mislim, da še eno stvar bi mogoče zdaj vprašal. Veš, ena zadeva. Jaz sem 3-krat probo pogledati in mi je danes šele uspelo do konca. Jaz osebno sem mogel to epizodično napadati v etapah. Ker mislim, da predvsem zaradi ubranega formata, 4-urnega formata, je ena linija zelo jasno zarisana. Ne? In to sem videl tudi pred tini. Tisti, ki se bo spravil gledati 4-urni film, pa tisti, ki se ne bo spravil gledati 4-urni film. To je ta prva, mislim, da linija sploh. Niti se ne gre DC, Marvel, levo, desno, ali blockbuster, ali superhero, da je to ta prva linija, ki bo moje sploh gledalce razdvojila, ali pa da se bo nekdo spravil gledati. Moja ocena je pa tudi tako, da če se pa boš spravil gledati, da v bistvu uživaš. Da dejansko je gledljiv film, ki ti bo dal nekaj, pač, da boš te 4 ure dejansko dal nekako skosno. A veš, da je prebavljiv. Da ni zdaj, veš, ta, kako na temu rečem, glede na to, da se res sliši 4 ure full, prej mine. No? Ne vem, a se vama to zdelo? Ja. Meni se je zdelo, kot 4-urni film, se mi je zdelo koherentno. Ta poglavja vmes, lahko jih razdeliš na to, ampak tudi Fontrierjevi filmi dostkrat recimo imajo poglavja ali pač arthouse filmi, poleg tega tudi znajo toliko dolgo trajati. Love Diaz redko ker film naredi krajši in imaš slovenske filmske kritike, ki pogledajo vsakega. Tako da mislim, da je to bilo za kritike narejeno, te resne arthouse. Ampak videl sem dost filmov, ki so bili pod 2 uri in so bili bolj boring. Oziroma slabši tempo. Tempo je tukaj zelo dobro narejen in te drži skozi. Moraš iti načeloma na WC, moraš kaj spiti, pa pojesti. Tako enih 3-krat pač greš ven, greš proč. Če bi bilo to v kino, bi imeli en intermission vmes nujno. Tudi pri Lord of the Rings, pri non-extended verzijah je bil intermission pri matinejah zaradi otrok. In se mi ne zdi narobe imeti intermission. Tako da mislim, zelo koherentno za 4-urni film. To se mi zdi pohvalno. In mislim, da je lažje tako gledati, seveda pa, če se ga lotiš zvečer gledati, pa lahko na koncu poglavja oziroma v začetku enega poglavja ugasneš, pa naslednji dan dalje gledaš, pa je še tudi vedno čez v redu. Ne? Ja. Mislim, jaz ne bom rekel, da mi je ta film zdaj spremenil life, ali pa da bom ga kadarkoli še ne vem, ful si blazno želel videti. Mi je bil čisto ok in se mi zdi, da vseeno, da si tudi DC zasluž mal pohvale in da pač ne razumem tega hejtanja, no, že vnaprej ne razumem hejtanja. Dobro, seveda je bilo ogromno teh slow motionov, ki jih ne bi bilo treba biti noter. Ampak tako, ker ne razumem hejtanja Marvela, ker je pač meni še vsak film bil dovolj zanimiv, da sem ga pogledal, pa sem ga celo kakšnega 2-krat ali pa 3-krat celo pogledal. Tako pač tle tudi ne razumem. Če pač ne marate superjunaških filmov, pač ne gledajte. Ne mi reči, da ni drugih filmov na tem svetu in pač kaj nas zdaj jaz vam naredim, pač vjok pa ne drevo. Ne, jaz bom še tako rekel dodatno. Meni je to pozitivno za blockbuster superhero filme, ker kot prvo, superhero filmi, to sem parkrat že ponovil, so novi Star Warsi, so ti ta novi blockbusteri, ki postavljajo nove special effects ali pa nove mejnike, no, v smislu spektakla sodobnega. Predvsem pa ta film, in ta film je v tem smislu pozitiven pa dobrodošel, zato ker je konkurenčna vizija Marvelovi formuli in je v bistvu zelo uspešna vizija. Mislim, hočem reči, da malo me je strah, da bi, če ta film ne bi bil tako, kot menim, da je koliko toliko uspešen, pa dober, da bi vse skupaj zapadlo v kopiranje, pa vedno večjo ponavljanje te iste formule, ki jo Marvel se gre. Ne? In to se mi zdi, da v bistvu nucamo več tega, ne? Več teh takšnih pristopov. Kot prvo mislim, da se DC odločil, da se ne bo šel kopiranja Marvela glik zaradi slabe izkušnje z Whedonom in zato je tudi Batman tak
kot je. Po prvi varianti, ko so poiskali režiserja Matta Reevesa, bi on moral delati po Affleckovem scenariju z Affleckom. Ampak, ko je Affleck enkrat šel na zdravljenje zaradi alkohola in se odločil, da so take stvari kot pač Beat Batman preveč stresne za njegov life, on pač čist novo vizijo vzel in ta nova vizija je še bolj dark. To, kar smo videli v trailerju, je, mislim, kar dark. Ni blizu Adama Westa, recimo. Ne? In so se odločili, da bodo šli z Batmanom v tisto smer, z Jokerjem, tisto smer z Flashem, pa Wonder Woman, pa Aquamanom, pa bodo še nekako napol držali ta, pa Suicide Squadom tudi, bojo pa še nekako držali ta DCEU, ki ga bodo priznali kot nek multivers. Ne? In bojo te liki vsake toliko se srečali ali pa tudi ne. Kar se mi zdi dost cool pristop, pa tudi mislim, da posamezni režiserji imajo zanimive vizije, čeprav moram reči, da Patty Jenkins me z Wonder Woman 2 ful razočarala, oziroma film me razočaral, pa sklepam, da je Patty Jenkins imela še bolj proste roke kot pri prve. Ja, zdi se mi, da ima DC mogoče, tako bom rekel, malo bolj svobodnje pri izbiri tega, kaj bi mu najbolj sedlo, ne, pri raziskovanju, kako se s tem čtivom ali pa tem IP-em lahko počne, ne, ker ne vem, Shazam je bil ful uspešen, pa mislim, da naletel na dobre odzive, pa da lahko, veš, kao raziskuje, kako se to vključuje noter v neki širši univerzum, oziroma to širšo sliko DCEU-ja, pa tudi Zackovi stil, pa tak naprej. Medtem ko Marvel ima pa, to hočem reči, Marvel ima pa eno vizijo, ne, je tak zelo monoliten, malo totalitarn, ne, že skoraj da na cajte, ker vse ali mu lahko upiraš, pa ga negiraš, ali pa podrejaš, pa kopiraš. Ne? In se mi zdi, da Zack je tle naredil en kompromis, ali pa vsaj en odgovor na to. Ne? Ali pa tudi z tem epilogom, ki pač meni gre osebno na kurac, ampak rečemo, da je to njegov joke. Lejte, tle sem vam dal malo morje bombončko, naredite z nekaj iz tega. Ne? Kot nek, ne vem, Metuzalem, ki je posadil, veš, bombončke po zemlji, in rekel, ajde, tle imate ljudstvo, obadite se s tem. No, jaz bom vedno branil Marvel in ga bom tudi v naslednji epizodi, ker sem pogovarjal o WandaVisionu, ampak zdaj na te točki ne bom. Mislim, meni se zdi ta primerjava itak mal smešna in neproduktivna pač skozi Marvel. Pa. Ne, mislim, ja, DC pač primerjava je smiselna sem to, dokler DC posnema Marvel in to je počel v preteklosti in zelo slabo je to počel v preteklosti in pač jaz mislim, da absolutno mora tukaj nehati, nisem pa jaz nek blazen fan te ideje, da je to zdaj Snyder avtorski film, ker pa še vedno so to super junaki in v končni fazi je zgodba zelo simpel in je Avengerji zgodba, dobesedno kopija in se mi zdi, da Marvel skuša znotraj žanra vseeno narediti malo več in tudi, če nima najboljše, ja, nima vizualnih toliko dobrih, nima včasih tudi muske toliko dobre, ampak po drugi strani tudi ta neko hvaljenje tega emo feelinga, moj fotar me pa nima rad in vesolje je proti meni in zdaj bom jaz tega grdega strica 3-krat vrgel v steno, pa bo vse boljš. Mi je tudi tako, mislim, da ima Marvel vseeno v nekaterih stvarih zelo bolj politično sporočilo, čeprav seveda spet super junaški film in že The Boysi so obema pokazali sredince. Ne, se čisto strinjam, hoče samo tako povedati, Marvela sploh ne tisam s tem, jaz samo govorim, da je ta tako uspešen v tem, kaj počne, ne zgolj monetarno, ampak zgodbovno, pa narativno, ne, da je v bistvu problem za konkurenta, da ne zapade v iste formule, da ima res izziv pred sabo, da naredi nekaj originalnega, da se res reče DCEU. Ne? Ja, pa se v bistvu, a veš, mi to niti ne rabiš iti do konkurentov. Ne? Jaz se zelo bojim, kaj se bo Star Wars zdaj dogajalo, ker skušajo pač točno to foro. Ne? In mene recimo, se veš, tebe ni navdušil, niti pač pojavitev Luka Skywalker nas je pustila tako. Boba Fett mene tudi zdaj ni bil tok, da bom zdaj mogel še eno serijo njegovo gledati, bolj so me zanimali Ahsoka Tano in to, ampak če bo zdaj oni na silo začeli to prepletati, tudi ne vem, kaj bo. No. Ker sem tudi slišal za 3. sezono, da so pritiski spet vedno večji,
da pač, da se to poveže z nekimi drugimi stvarmi in da uvede spet neke nove serije, filme in ne vem, kaj vse. Ja, to je hiba, tega. No, zdaj pa mislim, da smo že kar dolgi, tako da Mito, ti si Še eno vprašanje, ali... Torej, zdaj smo dobili Snyder Cut. Ne vem, če veste, ampak tudi Suicide Squad je bil ful spremenjen iz podobnih vzrokov, ki pač je bil trailer jim všeč bolj kot film, ki so ga pol dobili. Ne? Ali bi želela tudi tisti film videti, da vidite, koliko se vključi v celo to sceno, ker tam v bistvu v osnovni štoriji naj bi bili parademoni zlobni. In ne vem, zdaj bi še vedno tista čarovnica bila, ali bi bila čarovnica nekako pod Steppenwolfom povezana, kakorkoli, ampak neke navezave so tukaj bile mišljene in potem so konkretno spremenili vse. Če je to zdaj edina sprememba, pa me res ne zanima, ampak če pa imajo spet ti liki neke backstoryje, ki so dolgi naslednje uro pa pol. No, plus ful več Jokerja, tako da ja. Jaz bi dal leto bi dal šanso, vem, da je zagrnjen, ker ni dobil šanse, pa mislim, da ima zdaj mogoče še malo večjo zamero, ker je pač Joaquin Phoenix tako dobro upravil svoje delo, da veš, ampak jaz mislim, da on ima taki ego, pa tako je zamerljiv po moje Jared Leto, veš, rockstar je, pa ne vem, kaj še vse skupaj, veš, da bo tako dolgo težil, da bo dobil svoj Joker šanso še eno v celo večerco. No. In bi to rad videl. Ja, se koliko razumem, mu mislijo nekaj dela. Drugače sem pa hotel reči, seveda delajo, ves čas nagovarjajo, pa je Cavilla in ves čas se tukaj spreminja iz tedna v teden. Jaz tega niti ne mečem na naše žanrske novice, na naše omrežje, ampak vsak teden je, ali je Cavill rekel, ja, še za 3 filme je podpisal, ali je rekel, ne, noče nič več imeti z DC-em. Ta zgodba se skozi, je pa seveda v zadju že Ta-Nehisi Coates, eden mojih priljubljenih ameriških pisateljev, ki tudi seveda scenarist za zelo dobre DC-jeve stripe, dela novega Supermana, ki bo pač, o moj bog, in zdaj spet, začnite se kar že pritoževati, drage dušice, bo seveda črn, ne? Ker je pač Ta-Nehisi Coates, je črn in bo črn in verjetno bo Michael B. Jordan ali ne vem kdo, skratka, dajte se že pritožiti, no, naprej. Napište vaše pritožbe v komentarjih. Tako, ja. Pa Thor bo ženska, če je kdo že pozabil slučajno. Že naslednje leto. Kdo je to lahko pozabil, Igor? Tega jaz ne morem pozabiti. Jaz tega ne morem preživeti. Kako bi to pozabil? Pa to Natalie Portman, čeprav sem videl neke fotke, zdaj je kar nabil ga nazaj. Ja, se je kar rekla, pridi. Okay. Ni tega rekla meni, žal, ampak dajmo... Moving on. Ja, Star Trek kotiček, mi to vidim, da si pustil prazen. Ja, ker sem se zelo obadal, kaj ne dam, ampak glih pred parimi minutami se je porodila hipna ideja, kako povezati to z Star Trekom. Star Trek sicer nima Justice League Avenger levela smash-upa razen filma Generations. Je pa en TNG del, ki se mi zdi mogoče konceptualno povezan z tem, kaj ta film sporoča, da pač Unity. Ne? In na bad guyih imaš, kao skušajo doseči Unity, pa Batman gradi neko enoto, da morajo biti enotni, torej United. TNG del The Chase, 6. epizoda, 20. del, je, se upravičujem, Aljoša, če te mi zapraviti spoilov, del, kjer dobijo preko bivšega profesora arheologije od Picarda namig, da naj grejo neki Enterprise raziskovati, ampak pride do ful čudnih preprek, Cardassiani se vmešajo, pa Klingonci se vmešajo in potem skužijo, da vsi sledijo en določen DNK zapis, ki na koncu privede do tega, da pridejo do planeta, kjer vsi skupaj združijo moči, začnejo sodelovati, vse te različne sovražne rase in se pojavi pred njimi hologram, ki jim sporoči, da so vsi del enega in da so vsi imajo ves ta humanoidne rase galaksije, imajo en izvor iz neke pradavne, rase, ki je živela milijarde let nazaj v galaksiji, zelo osamljena in jim je pretilo izumrtje in so potem DNK razselili po
galaksiji. Ful drugačna štorija, vem, gre se samo za Unity, samo to poudarjam. Ta koncept je isti, samo to je isto. Okay. Samo to je isto. Ja, pa tako Star Trek odgovori, zakaj so ti alieni v Star Treku tako imajo vsak 2 roki, pa vsak 2 nogi, pa lulčke, pa lulike. Zato, ker pač iz ene rase izhaja. Ja. Cool. Zelo lepo, da si to razložil našim otrokom, ki poslušajo tele, še niso vedeli, odkud lulčki in lulike. Mislim, da smo že dolgi, tako da probajmo hitro iti skozi, kaj gledamo, beremo. Jaz nisem nič tak, da kar preskoči. Skratka, mi to je že zelo hitro šel skozi, ampak Igor, ti si pa pogledal in prebral nekaj zanimivih reči. Povej. Ja, News of the World, film, ki smo se menili, da bi ga delali, mogoče ga še vedno kdaj. Lušen, zelo fajn. Tom Hanks glavni vlogi, Paul Greengrass režiral, štorija pa je, da Tom Hanks igral pokojenega, pač ostarelega vojaka, ni glih, da je dobival penzijo, iz ameriške državljanske vojne, ki potuje po divjem zahodu in za denar prebira ljudem, kaj je bilo v cajtngih. Pač ljudje so bili takrat nepismeni ali pa pač niso imeli cajta brati denarja za cajtnge in potem on ima cel spektakl in razlaga, kaj se dogaja druge. In kar je zanimivo, no, pa lepa še štorija, da najde punco, ki je prav level hollywoodskega filma abuse doživela, torej staroselci so ji ubili familijo, ki so jo imeli na indijanskem ozemlju in potem so vojaki ubili njeno, mislim, staroselci so pol posvojili in potem so vojaki njih pobili, ko so jih izgnali iz odzemlja, tako da je bila večkrat izgnana iz odzemlja, večkrat pobita familija in je pač zelo švoh in ja, no in on pol jo proba odpeljati do njenega tete in strica, ki jih še ima, ona pa govori samo nek indijanski jezik in potem se zbližata, kot je v teh filmih običajno. Ampak kar mi je pa bilo zanimivo, da skozi ta format westerna nagovarja fake news, kak se širi, kak nastaja in kak rabiš moralno neoporečnega človeka, kot je Tom Hanks, da to ustavi. In ful bi bilo v redu, če bi Tom Hanks res to naredil. I can be your hero, baby. Tudi tale malo pošlje scat ta idejo Manifest Destiny, ki jo Američani še vedno imajo, da jim pač stvari pripadajo. Mislim, na zelo fine načine, zelo subtilne se tega loti in pač, ja, Paul Greengrass ima še vedno zelo dobro formo za ene take zgodbe pripovedovati in seveda Tom Hanks je ful dober, pa ta punca, ki sem zdaj pozabil, kak je ime, ki je bila tudi v razbijalki sistema lani, je tudi odlična. Druga stvar pa je, prebral sem do konca knjigo Shadow and Bone, serijo bomo delali, ko pride ven, mislim, naslednji mesec, že počasi, in avtorica je Liber Dugo, zdaj sem prebral že kar nekaj stvari od nje. To je prva knjiga, ki jo je napisala in se pozna. In mi je tudi zdaj jasno, zakaj so serijo naredili tako, da vključuje več knjig, ker tale je malo švoh. Mislim, če je prva od nje, ki jo prebereš, še kar gre, če pa si prebral pred tem Vranjo šesterico, pa je tisto bistveno boljš, ker se je naučila pisati. Za začetek tu je samo en point of view character, kasneje jih je pa več in se njihove štorije prepletajo in je ful bolj dinamično zaradi tega. Plus tole je zelo še tak en basic young adult, kjer imaš punco, ki ima obleke in ima zagledana v enega, pa v drugega, pa tak dalje, ampak vseeno je dosti dobro napisano. Mislim, za prvenec je zelo v redu. In mislim, da glede na to, kdo dela serijo, da
se zelo veselim tega, kako bo to izpadlo. Sem zelo optimističen. Je pa pač magičen svet, ki temelji na tale Shadow and Bone je na carski Rusiji, Vranja šesterica, tisto je Amsterdam, pač imaš eno tako kapitalistično, pol pa so še drugi svetovi, ki so tukaj, so nekaj kitajskega, kjer še do zdaj nisem prebral nobene knjige, ki bi kakorkoli se dogajala, povezane z njimi pa Skandinavci, ki pa so verski blazneži. Kar mi je tudi lušno, da niso Skandinavci enkrat na noben način good guys. Potem pa sem še prebral strip, končno, Millerjev Batman Year One. To bom pa pustil za naslednjič, kam še zdaj film pogledal. Year One, to pa pač film s Pattinsonom, The Batman, tudi deloma temelji na tem. No, bom jaz tudi pogledal, bomo kako izmenjali. Vela, the best. No, fino, hvala Igor za poročilo. Jaz sem vmes pogledal samo eno stvar, v resnici nisem imel, mislim, ta Snyder Cut mi je vzel 4 ure live-a, to, ki je bilo ta teden, koliko sem si v resnici lahko privoščil. Koliko je to Star Treka? 6 delov. No, sej, koliko sem pač lahko Star Treka spustil. Vmes sem pogledal My Octopus Teacher dokumentarc, ki je nominiran za Oscarje, zato ker bomo delali o Oscarjih, tako da bom to malo prihranil. Poglejte si ga, na Netflixu je zelo fin dokumentarec o v bistvu zelo taka osebna autobiografska, po eni strani autobiografska štorija tega tipa, ki je se srečeval s to hobotnico, po drugi strani pa neke vrste biografija ene hobotnice. No? In tako, če ste jih do zdaj zelo radi jedli v solatih, mogoče zdaj ne boste več toliko radi, ko boste pogledali gospo hobotnico. O njej bomo pa definitivno, pa skratka o teh stvareh bomo več govorili, ko bomo snemali o Oscarjih. Tako da na tem mestu bi jaz končal. Nagradno vprašanje smo vam povedali, upam, da ste si ga zapomnili, ker ga ne bom ponovil. In tisti, ki boste skratka pravilne odgovore, napišite spodaj na Facebooku pod objavo, bodi si na naši Facebook strani ali pa na Aparatusu v komentarjih ali pa tweetnite na objavo kot odgovor na tweet, v katerem bomo objavili tole epizodo. Pride prvi mail ali mi žreva malo kako? Ne, kdo prvi pride prvi mail. Kdo bo prvi poslušal, to je zelo pomembno. Kako potem vemo, če je bilo na Facebooku ali pa na Twitterju? Sed je časovna štampa gor za komentar in za tweet zmeraj, tako da ni problem, bomo takoj vedeli. Bomo fair, mi smo vseeno liga pravičnih. Tako. Tukaj pač gre res, kateri je največji flash. No? Če pa zna kdo zavrteti čas nazaj in prihiteti unga, ki je bil pred njim, pa tudi prav. No, that's a challenge. Ja. Skratka, več čas sem imel v glavi to foro, pa sem jo pozabil, da pač ne namest, da je ta film 4-urni je tok, že da bi lahko namesto release the Snyder Cut govorili release the Kraken. Pustimo to. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 83. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mitologija Gegič, Igor Čljanek Harp in Aljoša Mr. Cancel Culture Harlamov. Tole epizodo smo znova posneli preko spleta z naših domov, mi se še vedno čuvamo, upamo, da se vi tudi, s tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje, čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen, cepite se in vse to. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh pritisnili na Igorja na Twitterju,
da naj javno objavi naše pogovore pred snemanjem in v končni montaži odreže. #release the Igor Šnita. In bo Igor podlegel vašemu enormnemu pritisku in to storil, se bomo za naslednjo epizodo iz varnostnih razlogov oglašali iz tujine. Ne veste zakaj? Resnično upam, da nikoli ne boste izvedeli. Podcast Obot je to, kar... čakaj, zdaj sem se zmedel. Podcast Obot, ne, to, kar objavimo, niso najbolj črne šale, ki jih imamo na repertoarju. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast SKM, Obot brez pikic mestja, delimo rajce, prikolice. Druge zanimivosti tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, posneta sporočila vašim sinovom, ki naj jim jih predvajamo po vaši smrti, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 83. epizoda, 27. special iz karantene. Mi pa se poslušamo znova v 84. epizodi čez teden dni, ko bi morali govoriti mogoče Wonder Woman, ker je 84, ampak ne bomo, ampak bomo govorili o seriji WandaVision, kot sem že napovedal. Tako pa če po vsakem DC-jevem filmu pride vsaj ena Marvelova serija. Obodovke in obodovci, do takrat pa nam le ostanite zdravi in se poslušamo naslednji teden. Hej, kako bi pa prevedli po obodovsko WandaVision? Ja?